Meditacija Poti moje duše je namenjena vsem tistim, ki bi radi spoznali in se spustili in si dovolili dejansko prejeti uvide vseh poti naše duše. Vse je možno in če to poslušaš, ni naključja. Daj namero in bodi pripravljen, pripravljena videti, slišati, začutiti, kar ima duša in vse energije, ki te podpirajo, v tem trenutku pripravljene zate. In naša duša, celostna naša duša je vsemogočna in te poti ti bo pokazala tvoja duša tega življenja. Zato se samo opusti, sprosti ramena in zaupaj. Stojiš na nekem vrhu, kar na prvo oko zgleda kot tobogan. In pred tabo je mreža, katera spušča samo vodo, drugega nič. Ko pogledaš v daljavo, vidiš, da ta voda ima svojo smer, moč in da je kar dolga. Ko pogledaš točno pred sabo, pa ne vidiš dna, vidiš samo neko globino. Stopiš na rob, ker bi rada videla, kam voda gre, kam ta pot vodi. In ko pogledaš dol, je dejansko daljša pot, katero pa ne moreš nič videti. Je vse skupaj bolj morda v temno ali pa v neki sivini. Veš, da je to slap vode in to je vse, kar v tem trenutku vidiš. In sedaj te povabim, da skočiš. Kljub strahu, kljub temu, da ne veš, kako globoko greš in v bistvu kam sploh greš. Skoči. In morda sedaj začutiš v trebuhu tisti primarni strah, ampak te povabim, da sprostiš ramena in da se prepustiš letenju, ker letiš hitro. Zaznavaj to hitrost in to je prosti pad. In ne vidiš dna. In dihaj, predihavaj karkoli od nizke vibracije v tem trenutku čutiš. Sprosti se in zaupaj.
Zdaj je čas, da se soočiš s tistim naučenim strahom. In samo spuščaj. Okoli tebe se sedaj pojavijo tvoje energijsko vodstvo, tvoji vodniki, duše, ki te čuvajo. Tvoja duša te spremlja, tudi celostna duša je ob tem. In se samo prepusti in zaupaj in začuti njihov obstoj, začuti njihovo prisotnost na telesni ravni. Samo zaznavaj občutke in vidi, da ni slučajnosti, da poslušaš vse to. In sedaj lahko opaziš, kako kljub hitrosti, kljub tem prostem padu, je nekako tvoja pot lažja, ker zaznavaš, da si v varnem objemu in si kot otrok teh energij. Si nadvse ljubljena, varovana, samo zaznavaj, koliko ljubezni imajo in kakšno podporo ti v tem trenutku dajejo. Kakšne podpore se v tem trenutku zavedaš, vedno so ob tebi. Kako nežno, lepo padaš. In ob tem spoznavaš, da ta pad sploh ni tako slab in ni slaba izbira. Ta prosti pad je tvoja odločitev, da spoznavaš poti duše. In sedaj se ustaviš in pristaneš na dnu. In ko stopiš, je voda do gležnjev lesketajoča, prav posebna. Sploh ni nič strašnega, kot si predstavljala. Opaziš, da se površina lesketa, da je taka čudovita energija. So mavrične barve, kjer prevladuje taka turkizno modra. Poglej, kakšno barvo ti vidiš, kaj začutiš. A vidiš, kako si varna. In sedaj je pred tabo vozilo, katero te bo popeljalo na to pot. Za nekoga bo to ladjica, za nekoga bo neka lupina, karkoli. Je neka fizična oblika v prenesenem pomenu, katera te bo popeljala po tej poti. In ko se usedeš v to vozilo,
te energije popeljejo. Te tok te reke pelje. In spoznavaš, kako čudovita vožnja je, in zaznavaj te energije, to energijsko vodstvo, ki te spremlja. So okoli tebe, tvoj višji jaz, vedno prisoten, spremlja dogajanje, pomaga duši, pomaga tebi. Je energija v zlati obleki, ki je okoli tebe in te spremlja. In ko tako potuješ, vidiš, da tvoja odločitev sploh ni bila slaba. Kaj slaba, čudovita je bila. Ker tako spoznavaš, kako varovana in posebna energija si. In duša ti želi pokazati prostranstvo poti. In sedaj se pred tabo odpre širina in nešteto poti, katere je ta energija, ta reka energije naredila. In ko se malo ozreš, vidiš, kakšno širino gre ta čudovita mavrična voda. Gre na levo, gre na desno, gre naprej, okoli. Se razširi kot tisto drevo življenja. Ali pa kot pajkova mreža v širino gre. V mrežo. Vedno ima vse nek smisel. In to je tvoja duša, ki ti kaže možnosti, ki ti kaže raznovrstne poti, in vedno je le na tebi, kako se boš odločil, v katero smer usmeriš svoje vozilo. In sedaj, ko potuješ, se pred tabo pojavi velika skala in trčiš ob njo. Zaznavaj občutke. Kaj čutiš? Si morda sedaj žrtev? Kako se počutiš? Kaj ti ta skala predstavlja? Katero osebo, katero dogodek, katero situacijo? In ta skala je mogočna, saj tako se ti zdi na prvi pogled. Ampak tvoje energijsko vodstvo je ob tebi in tvoj višji jaz v zlati obleki samo opazuje. Duša je pripravila poti, energijsko vodstvo imaš za podporo in prav tako višji jaz. Za katero pot se boš odločila. Če ostaneš v občutku žrtve, ostaneš tu pri tej skali.
če začutiš, da je skala tu z namenom, potem te bo energija duše odpeljala drugam. In ko zaznaš, da je skala z namenom, da je preusmeritev, začutiš čudovit občutek svobode in zavedanja, spoznanja. Wow, kakšna rast. In energija duše te sedaj usmeri v drugo pot, ker si se ti tako odločila. Popelje te tja, kamor je tvoj namen. In energije okoli tebe so to ves čas vedele. Duša ti dovoli izbiro, spoznanja, in ker ni naključij, sedaj veš, da je skala tam z namenom bila. In ta nova pot je tekoča, pod svojim vozilom opaziš neke čeri, ki ti malček popraskajo tvoje vozilo. In na desni strani vidiš malo večji kamen, za njim pa ponovno veliko skalo, ampak sedaj že veš, da so te kamni in skale pomoč, preusmeritev, kot da bi imele podaljšano roko duše, ki te usmerja točno tja, kamor ti si želiš iti, kamor ne bi šla, kot energija. In poglej širino in vse možnosti, katere se ti odpirajo. To je noro, fantastično. Kakšne poti, kakšno olajšanje tebe kot fizične osebe in kakšen neverjeten občutek povezave z energijami, z dušo, z višjim jazom, ker sedaj si v toku, energijskem toku svoje duše, tega življenja. Kaj ni čudovito. In ko se ozreš, pogledaš v nebo, vidiš, kako te sonce podpira in kako si v energijah, ki so visoka vibracija. In vidiš, da si na varnem in da so vedno ob tebi. In ta občutek si shrani v srce, zato da naslednjič, ko naletiš na kamen, skalo, morda goro, veš, da je podaljšana roka duše to, ki te usmerja tja, kamor je bolje, kjer je bolje. Odpirati vse možnosti, ti da širino, jasnost in srce polno radosti. Uživaj, duša draga.